Čau! Poglej si primer, kaj pomeni uničeni nohti z lepilom. O moj bog! Če imaš slab želodec, ne tega gledati. Čau! Evo, na hitrico se oglasim. Danes nimam stojala za telefon, oziroma sem se spomnila, da mogoče ga imam, ampak bom pokazala še ene nazorne slike, tako da če imaš slab želodec, potem ne gledati, bom prej opozorila, zamiži, ker bom danes govorila o tem, ali lepilo za umetne nohte, to se pravi to, kar kupaš, ne vem, recimo v DM-u, Millerju in si nalepaš nohte, pol te cele, akrilne nohte gor, če to lepilo škoduje. Zanč je ena napisala, da lepilo škoduje, ker topi nohte in se je meni to zdaj malo tako za lase privlečeno, tako da sem šla pogledati malo tele znanstvene študije in kaj sem ugotovila. Bom povedala na koncu, ne smem zdaj povedati rezultatov. Dejstvo je, da pač nohti so vedno pod različnimi vplivi, to se pravi, lahko je to, seveda se spreminjajo zaradi staranja, zaradi, ne vem, morebitnih infekcij in pa seveda tudi zaradi kemičnih substanc, to se pravi čistil, če ne uporabljamo rokavic in tako naprej, in v bistvu, ko mi uporabimo to lepilo za lepljenje teh umetnih nohtov, naj še enkrat podarjam, to govorim za lepilo, kjer nalepimo ta celoten umetni noht na celotno nohtno ploščo. Takrat se pa pač spremeni, ko mi to nalimamo gor, se v bistvu spremeni in gibljivost naravnega nohta in kompozicija in hkrati tudi morfologija naravnega nohta. To se pravi, morfologija pomeni, da se ti spremeni in oblika in pa tudi zgradba nohta. In s tem, ko je pač ta noht prilepljen, trdno prilepljen na naraven noht, se lahko to potem povzroči tudi resno zlomljenje naravnega nohta, kakšno seveda okužbo, ker dostikrat slišim, ja, mi je padel na tla umeten noht, pa sem ga pobrala, pa sem ga pa takoj nazaj nalimala. Noro, ker seveda se gor umazanija nabere in pač ne moreš da tega gor, plus ti, ko to odlimaš, prav vidiš to krapovo površino, neravno, nečisto, tako da prosim vas, izogibite se tega, zaradi teh umetnih nohtov lahko tudi izgubimo pač naraven noht in v znanstvenih poročilih se tudi pač poročalo o tem, da povzročajo alergijske reakcije ta lepila, kar je tudi potem posledica in resnih vnetij in tanjšanja nohtov. Tako da to drži, da lepilo, ki vsebuje akrilate, žal škoduje naravnemu nohtu. Zdaj bom pokazala en primer, tako da zdaj trenutek, ko zamižiš, ki je grozen. In sicer 24-letna ženska si je pač nalimala, prvič je nalimala umetne nohte gor, nikoli prej jih ni imela, nobenih bolezni ni imela, ne vem, ni imela niti dermatitisa, ne vem, kakšnih glivičnih okužb pred tem in tako naprej. Tako da zdaj bom pokazala, kaj se je zgodilo, ko je ona ta umetni noht prilepila na svoje naravne nohte. Evo. Na popolnoma vseh nohtih se je zgodila ta poškodba. Klinična pač raziskava je potem pokazala, da v bistvu gre za razkroj nohtov, nohtne plošče, imela je zelo hude bolečine, srbenje, paronihija, to se pravi tole vnetje, je potem dobila, tako da je potem za zdravljenje antihistaminike dobila, močne steroidne kreme, ki si jih je nanašala topikalno gor, tako da je približno 3 mesece potem potrebovala, da so takšni nohti pač okrevala. In nedavne študije so pokazale, da to lepilo povzroči in umetni nohti povzročijo dermatitise. Dermatitise na konicih prstov, tako kot ste videli, kako ima ona poškodovano,
oniholizo, to se pravi odstopanje nohtne plošče, potem distrofijo nohtov in pa seveda alergijske reakcije. Kot sem že prejšnji oddaji govorila, sknina, da pejte si pogledat, ne smeš, na YouTubeu je pač ta video, da moš nujne rokavice uporabljati, da ne smeš nikjer se nikoli dotakniti kože z ničemer, ker vse to spodbuja, da prej ali slej postanemo alergični na določene produkte. Zdaj bom pa še pokazala, ker so potem to dali seveda s posebno metodo, so oni analizirali potem te nohte z mikroskopom, ne vem kakšnim, ker toliko se ne spoznam, nek sem, kakorkoli že, ampak tukaj bomo zdaj videli, kako izgledajo pač nohti, zgradba nohta potem, ko se je poškodovala. To se pravi, tole je primer, vidite, kakšna je čist razbrazdana površina nohta, potem, ko je bilo nalimano gor, tukaj potem so skladi nohtov, skladovnica, to se pravi, spodaj imamo umeten nohtje, pa potem je spodaj se vidi lepilo. Tole je, tukaj se vidi, to je pač umeten noht, se je čist gladak, takšen bi pa moral biti zdrav noht. To se pravi, vidi se, če pogledamo te tri, se zelo vidijo, pač vidi se ta groba površina z globularnimi domenami, da je pa zdrav noht, se pa vidi, da je bolj raven, prekrivajoče se skrilavcev podobnih listov, to se pravi, te plasti, mogoče kdaj je kakšna plast samo dvignjena, teh korneocitov, drugače pa je dokaj zložena, če tako pač pogledamo. To je pa pač umeten noht, ko je pa čist raven, tak gladek. Kemična sestava naravnega nohta se je čist spremenila, tukaj zgori, zaradi lepila. Ker te v bistvu kemične spojine so povzročile napad teh disfluidnih mostov in ti disfluidni mostovi so zato, da vežejo in dajo trdnost naravnemu nohtu. Da še kaj ne pozabim. Keratin v nohtu vsebuje cistein. Ne bom šla danes v ful hude podrobnosti kemizma, bom napisala blog, tam bom mečkam bolj šla podrobno in ta cistein je odgovoren potem za stabilnost matriksa nohta, in vse to je povezano potem z vodikovimi vezmi. In vse to pač tudi je pokazala, da v bistvu ta kemična sestavina, to se pravi lepila, razgradijo te disfluidne mostove cisteinskih enot in zato potem je postal takšen noh, da ga je čist uničil, ni več, hkrati povzroča, da nič se ne sveti nohta in da ni več trn, to se pravi, da so nohti mehkejši. To je to, kar se tiče tega primera. Potem sem pa najdla še nekaj študij, primerov, ko se je zgodilo razlitje lepila. In sicer ene par primerov je bilo, ko se je lepilo pač otrok je razlil lepilo, to se pravi vedno držati stran od otrok ta lepila. In pa bom tudi povedala, zakaj se je potem to zgodilo, zakaj je prišlo do tega, da se je, še en primer pokažem, če ima slab želodec, ne gleda zdaj. To sem enkrat že govorila, ko je imela ena gospa dolge umetne nohte in ko je kadila, si je v bistvu, ko je prišla čist do konca cigareta, se je noht užgal in si je potem prst. Potem pa imamo tukaj primer, ko se je pač en otrok polil z lepilom in si je prišlo potem do tele opekline. Znana je pač ta reakcija med cianoakrilatnim monomerjem, ki ga najdemo v lepilih, in pa hidroksilu, ki ga pa najdemo v bombažu ali pa volni. In zato je potem prišlo do te termične reakcije, eksotermične reakcije, teh opeklin, ker če pade lepilo direktno, ali pa ne vem, včasih se zgodi, da se ti dotakneš lepila, ne dobiš teh opekline, dobiš pa opekline, takrat, kadar imaš slučajno oblečeno, recimo ta otrok je imel pižamo iz bombaža in je bila v bistvu kriva
kriv je bil ta bombaž, ker vsebuje hidroksil in to je potem ta reakcija, ki se je zgodila. Zato tudi ne priporočam, da uporabljamo rokavice v salonih z bombažem. To se pravi, itak ni higienično, to se pravi, itak bi mogla imeti za vsako stranko ti svoje takšne rokavice, plus prepustne so, tako da itak da ne, plus, če se kaj takega zgodi, imaš potem, lahko je posledica, da so te opekline. Recimo, mojemu se je tudi to zgodilo, ko je enkrat imel 100-sekundno lepilo, pa se je malo po prstih polil in potem je šel z robčkom si brisati, z robčkom za brisanje dojenčkove ritke, brisati in je dobil opeklino. No. Tako da, ja, ne smeš takrat uporabljati bombažnih stvari, ne, da bi ti s tem si očistila. Tako da več primerov je bilo, no, ko je prišel do opeklin, tukaj le imam še eno, slab želodec, zdaj stran. Evo takole. To se pravi, to je primer, ko se je pa lepilo polilo po mizi in je imela pač bombažen rokav in je parela pač pritisnila gora, ne, in je prišel do opeklin. Potem je pa itak to problem, ker še to trgamo dol. Torej, kaj smo se naučili danes? Danes smo se naučili, da naj bo res varna uporaba, da pač se glih ne priporoča teh umetnih nohtov, ki vsebujejo cianoakrilatno sestavino, cianoakrilat, ker lahko pride do teh alergijskih reakcij, lahko se poškodujejo naravni nohti, ja, drži, res se lahko tudi tanjšajo nohti. Kaj več pa lahko tudi zveste potem v našem elitnem masterclass tečaju, ki odpre vrata 3.2. Vsak teden je nov modul in 67 je mesečna članarina, lahko pa plačaš tudi letno z dodatnimi bonusi. Naučiš se pa popolnoma vse in res postaneš med top 5% nohtnih stilistk, ker vso to znanje, recimo eno izmed teh danes, dobite tudi potem v našem tem tečaju. To ne dobite v nobeni šoli, tudi na nobenem tečaju, ker noben tečaj ne traja tako dolgo, kot naš elitni masterclass tečaj traja celo leto, tako da in vsak teden model, da še enkrat podarim. In pridno se učiš, dobiš na koncu certifikat, ker imaš potem tudi naloge, ki jih moraš potem opraviti in tudi vsak mesec se dobivamo prek spleta, če imate kakšnokoli vprašanje. To je 67 € za tvojo bodočnost, mislim, da to ni nekaj denar. Nauči se pa res vse tehnike, od akrila, poligela, permanentnega lakiranja, navadnega gela in tako naprej. Elitni masterclass tečaj. Evo, drage moje punce, to je to za danes. Ask Nina. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi ga napišite, seveda ni nujno, da je to povezano z nohti, karkoli v zvezi s kožo ali z trepalnicami in tako naprej, pač te kozmetična stroka. Tako da lepo se majte, pa se vidimo, čau!